Naš pogled. Ko sem včeraj pešačil skozi mestno središče, so se v deževnem večeru vame z vseh strani zabolščali osvetljeni predvolilni oglasi. V tednu po prazniku kulture in nekaj dni pred pustnimi karnevali so v središču pozornosti zimske olimpijske igre. A obenem se že nekaj časa, kljub temu, da se uradna predvolilna kampanja začne 19. februarja, že odvija intenzivna bitka za naš glas in naše zaupanje, ki ga bomo volivci podelili 22. marca na prazniku demokracije. In prav o zaupanju v današnjem času sem začel razmišljati, ko sem se ustavil ob osvetljenem oglasu z velikim naslovom Imamo več zdravnikov v javnem zdravstvu. Politični oglas o delovanju, dosežkih in načrtih stranke Svoboda z grafično ponazoritvijo sporoča, da je število zdravnikov v javnem zdravstvu v 3 letih, torej od leta 2022 do 2025, zraslo za 378. Z majhnimi črkami je naveden vir tabele članstva Zdravniške zbornice Slovenije 2001-2025. Takšno sporočilo, ki ga mimoidoči morda večkrat na dan ošvrkne v delčku sekunde, se zasidra v podzavest. In če dotični mimoidoči nima posebnih težav z zdravjem, ima tudi svojega izbranega zdravnika za primer, če bi ga potreboval, sporočilo doseže svoj namen. Ustvari občutek, da je v zdravstvu vse v redu. Zdravnikov je vse več, kadrovska slika se izboljšuje. Tudi odmevne zgodbe o odhodih zdravnikov iz javnega zdravstva so postavljene v luč ustvarjanja lažnega vtisa, da je sistem tik pred kolapsom. Pa je res tako? V resnici gre za tipični primer instant pristopa k pridobivanju zaupanja, kjer se selektivno izberejo podatki iz verodostojnega vira. Podatki, ki vključujejo tudi specializante in zobozdravnike, so tehnično seveda resnični. Ne podajo pa ključnih vidikov realnosti slovenskega zdravstva. Tako se denimo številka ne dotika kroničnega pomanjkanja zdravnikov na področju intenzivne medicine, revmatologije, infektologije. Še bolj oglas ignorira razmere v družinski medicini, kjer je zdravnikov sicer res več, kljub temu pa je bilo konec leta 2025 brez izbranega splošnega zdravnika skoraj 137 tisoč ljudi, kar je 6,5% vseh, ki mesečno prispevamo v zdravstveno blagajno. Tiha realnost vsakdanjika je tudi velika obremenjenost družinskih zdravnikov in seveda so tu čakalne vrste, ki se kljub bruto rasti števila zdravnikov podaljšujejo. Vse našteto seveda ni nič novega, kopiči se že vrsto let in danes predstavlja bridko vsakdanjost vsakogar, ki je življenjsko odvisen od javnega zdravstvenega sistema. Čeprav so bili zadnji odhodi specialistov iz UKC pospremljeni s pomirjujočimi zagotovili vodstva, da pacienti tega ne bodo opazili in da se zanje ne bo nič spremenilo, je temu težko verjeti. Ko sem pred več kot desetletjem ob odhodih mlajših kardiologov v tujino slišal o razmerah, iz katerih so bežali, se seveda nisem zavedal, kakšne posledice bo to imelo. Danes, ko se piše leto 2026, jih žal z grozo spremljam od blizu. Pri očetu, ki so mu pred več kot letom dni odkrili hudo okvaro srčne zaklopke. Zdravniški konzil je sklenil, da bo potrebna operacija. Oče je samoplačniško opravil vse zahtevane predoperativne preiskave, a v vsem tem času ni dobil nobene informacije o tem, kdaj bo prišel na vrsto. Namesto tega se je zgodilo, da so poslano zdravstveno dokumentacijo enkrat izgubili, drugič pa je dobil na dom pošto z izvidi drugega bolnika. Edini odgovor kirurga na vprašanje, kdaj bi okvirno lahko prišel na vrsto, je bil, da je to vprašanje za $1 milijon. Že psihološko je takšno čakanje naporno. V zadnjem času se mu je tudi zdravstveno stanje poslabšalo. Nedavno mi je zdravnik splošne medicine rekel, da je to realnost. Bolniki s srčnimi okvarami umirajo med čakanjem na operativni poseg. O vseh teh strukturnih,
organizacijskih in finančnih, nenazadnje se je tudi eden od ključnih zakonov zdravstvene reforme o tem, kako se bo delilo 7 milijard za zdravstvo, znašel v blokadi pred zaprtimi vrati, o vsem tem pač bleščeča številka o povečanju števila zdravnikov molči. Zaupanje je ena izmed temeljnih človeških vezi, ki drži skupaj naše odnose in širše celotno družbo. Ne gre samo za čustvo ali občutek, ampak za nekakšen nevidni most med ljudmi, institucijami in informacijami. V svojem bistvu je zaupanje prepričanje, da bo nekdo ali nekaj delovalo v skladu z našimi pričakovanji. Brez prevare, dosledno in pošteno. Opisano ustvarjanje iluzije napredka cilja na kratkoročno doseganje koristi. In v digitalni dobi umetne inteligence smo takšni manipulaciji priče na vsakem koraku. Algoritmi analizirajo naše klikanje zato, da ustvarijo ciljana sporočila. Rezultat? Hitro pridobljeno zaupanje, ki temelji na čustvih, strahu, želji ali pohlepu. Ta instant pristop ima globoke posledice. Z izkoriščanjem podatkov se razvrednoti zaupanje v znanost. Tisto, kar je nekoč veljalo za objektivno, preverljivo, postane samo eno izmed mnenj. Ljudje začnejo dvomiti v strokovnjake, ker so preplavljeni z alternativnimi resnicami, ki so privlačnejše ali enostavnejše. Zdi se, kot da se intuitivna modrost zdrave kmečke pameti, ki je temeljila na opazovanju in izkušnjah, podira. Pridobivanje zaupanja ni hitra zadeva, je proces, ki zahteva čas, trud, doslednost in se začne z majhnimi koraki. 22. marca bomo zaupali svoj glas nekomu, za katerega bomo presodili, da ga je vreden. Žal je človeški spomin nagnjen k pozabljanju, zato se naše reševanje nakopičenih težav tudi v zdravstvu vrti od afere do afere in od ene do druge opcije na oblasti. Strukturne rešitve pa zahtevajo več časa, kot traja en mandat. Gradijo se postopoma in s sodelovanjem vseh, 5, 10 ali 20 let. Glavno vprašanje je, ali so se politične stranke in njihovi veljaki sposobni zavezati, denimo 3 prioritetam v državi, ki bodo brezpogojno nadstrankarske in pri katerih bodo zasledovali zgolj skupno korist, ne glede na to, ali jim bo to prineslo politične točke ali ne. Takšen projekt bi zagotovo požel zaupanje. Moje vsekakor. Naš pogled.